Lepo pozdravljene, danes je z mano Tika, znana kot Tixi Beauty, poznavalka lepe kože, tako da dobrodošla. Hvala. Tika, anti-age je ena taka scary beseda, ki se jo vsi bojijo, ampak po 40 se s kožo nekaj zgodi, drastičnega. Vemo, da po 25 letu začne koža počasi dol padati, po 40 pa pade dol. Tako da ti si poznavalka vsega tega, anti-agea, pa me zanima, kakšna je ta rutina, ki jo ti izvajaš, no? Ja, pri anti-agingu je predvsem pomembno, da razumemo, da gre to za proces. Da ni tisto, zdaj po 40 letu si bom pa začela vse mazati, prej pa nič, a ne, pač nega kože na splošno je preventiva in nega kože je tudi preventiva. Se pravi, fajn je, da si neko osnovno rutino, ki vključuje tudi nek anti-aging, sestavimo že v zgodnjih 20 letih. Tako bomo najbolj upočasnili staranje kože. Je pri tem najbolj pomembna, v bistvu, realno gledano, sončna zaščita in zato je treba začeti že v 20-ih. Zato, ker v 40-ih, kar je akumuliranih sončnih poškodb, se jih zelo težko odpravlja. In za kožo moramo pa vedno poskrbeti, v osnovi pri negi kože se pozablja, da je to, da je koža zdrava, niti ne lepa. Nam je pomembno, da je lepa, ampak lepota sledi zdravju. Tako da je ta osnovna nega kože vedno pomembna zato, da je koža dobro očiščena, da je dobro hidrirana, se pravi, da jo navlažimo, da jo ustrezno negujemo in zaščitimo. In v bistvu je to vse. Seveda pa lahko zelo zakompliciramo vse skupaj. Ampak za nekoga, ki se ne želi veliko ukvarjati z nego kože, je to lahko zelo enostavno. Lahko skoči v DM, si vzame 3-4 izdelke in je v bistvu to vse, kar potrebuje. In s tem tudi pokrije nekako 80% potreb svoje kože. Seveda pa, kot rečeno, lahko se pa potem dodaja aktivne sestavine, lahko se vse skupaj veliko bolj zakomplicira, ampak res v osnovi čiščenje, da je koža dobro navlažena, zato da je zdrava in pa zaščita tudi zato, predvsem zato, da ostaja zdrava. Aktivne sestavine, ki si jih zdaj omenila, vem, da je to bilo včasih dosegljivo pri kozmetičarkah, zdaj je pa to tudi v drogerijah oziroma v DM-u najdemo. Kaj so sploh aktivne sestavine? Aktivne sestavine so učinkovine, ki imajo tarčni učinek, ki imajo dokazan učinek na določeno kožno težavo. Ker recimo hialuronska kislina ni aktivna sestavina, hialuronska kislina vlaži. Ni to zdaj tako ena hudo težka naloga. Potem, ko pa govorimo o staranju, je pa že bolj pomembno, da ima aktivna učinkovina sestavina dokazan učinek proti staranju kože. Takih sestavin na koncu ni toliko, ker morajo imeti tudi neko znanstveno zaledje, recimo retinol, retinoidi so take sestavine, ki so v več raziskavah, govorimo več tisoč raziskavah, dokazali, da pomagajo pri preprečevanju staranja kože. Podobno je z antioksidanti, recimo vitamin C je ena taka sestavina, ki jo imamo zelo radi, ki dokazano preprečuje propad tkiv, seveda s tem tudi kože. Včasih ni samo problem dobiti aktivno sestavino, vprašanje je vedno koncentracije. Se pravi, neka stvar ne deluje, ali je 1% ali pa je 10%, je velika razlika v učinkovanju in tudi na kakšnih koncentracijah so se delale raziskave. Pri vitaminu C je to od 10 do 20%. Tako da tudi kar je manj, ni slabo in pomaga, ampak iščemo te višje koncentracije, bolj učinkovite izdelke. Ampak verjetno je treba pa začeti z nizkimi, ne? Odvisno pri kateri sestavini. Na nekatere je treba kožo privajati, ampak realno gledano to, kar lahko kupimo v trgovinah, običajno ni problematično. Je prilagojeno. Ja, seveda, zato ker si ne moreš prodajati nekaj, pa ljudje ne preberejo navodil, pa si pol lahko skurijo kožo. Zato so seveda določeni izdelki rezervirani za specializirane prodajalne, ravno zaradi tega, ker ne more biti kar tako na voljo nekaj, kar je močna učinkovina, kar lahko kožo tudi poškoduje v nepravilni uporabi. No, te mi to povej, glih v poškodbi kože, a je to res, da se C-vitamin lahko uporablja, ne vem, zvečer, ne pa čez dan, pa gremo na sonce? Ne. Ni, no vidiš, to sem jaz smela. Ne, vitamin, mogoče vprašanje, mogoče informacija vzeta iz konteksta. Vitamin C dejansko dodatno ščiti pred UV-sevanjem, zato ker je močen antioksidant. UV-sevanje povzroča proste radikale, to so grde celice, zlobne celice, ki napadajo naše zdrave celice. In
vitamin C preprečuje ta boj, oziroma pri tem boju pomaga dobrim celicam, da ubranijo našo kožo pred zlobnimi celicami, zaradi katerih bi naša koža razpadala. Okay. To je zelo dramatično, ampak na v bistvu neki mikroskopski ravni je to kar bojna. No, zaradi tega, ker jaz C vitamin uporabljam zvečer, ker ne vem, zakaj imam v glavi, da to ne smem čez dan, tako da dobro, da vem zdaj. Odvisno tudi, kateri vitamin C, ne gre nikoli, vsak kozmetični izdelek je formulacija. Nima samo ene sestavine, ima ogromno podpornih sestavin, ima tudi določene sestavine, ki pomagajo pojačati delovanje, drugi. Tako da včasih določene oblike vitamina C res niso primerne za nasončno svetlobo, ne zato, ker bi lahko škodovali, ampak ker vsebujejo mogoče določene sestavine, ki pod UV sevanjem razpadajo in se pač učinkovitost izdelka zmanjša. Ne more pa škoditi, ker je dejansko ravno nasprotni učinek, da se pod dnevno svetlobo, pod UV sevanjem dejansko začne on delati točno to, kar mi želimo, da dela, da preprečuje razpad naše kože. Tako dramatično res zveni. Zdaj razumem, ampak zdaj mi pa povej, naprimer, kakšna je tvoja dnevna rutina, kako ti začneš kožo pripravljati sploh na sončne žarke, sama nega in potem kdaj ti daješ te sončne kreme gor, to me vedno sprašujejo in kako pol obnavljaš vse to, se pravi, a veš kreme, a kad daš make-up gor, a ti potem dodajaš to na make-up ali kako? Ne. Zelo nerada, ampak včasih je treba. Se gremo od začetka. Moje rutine so enostavne, jaz tudi sledilcem svojim povem, manj je več. Ne komplicirati, ne si zakomplicirati življenja, ne obremenjuj kožo z izdelki, ki jih ne potrebuje. Kot sem že rekla na začetku, čiščenje, vlaženje, zaščita. Seveda zvečer ne namažemo zaščitne kreme, zato se zvečer pa dodamo kakšen serum. Zjutraj si jaz lahko umijem obraz ali pa ne, moja koža je suha in normalna, tako da nimam nujne potrebe po čiščenju, ker nimam preveč sebuma. Bolj si kožo očistim zvečer. Zjutraj, čisto po občutku, vedno se tudi pri koži ravnamo po občutku. Naša koža nam zna povedati, kaj rabi, moramo pa znati poslušati, pač videti, pa ne na pamet, kar nekaj, kar tako nekje piše, ampak pogledati, kako si danes, kaj potrebuješ in postopati po tem. Potem, recimo ravno zjutraj lahko takšnega nežnega uporabim, ta je Balea Med. Če si kožo očistim, oziroma pač prvi korak ali pa drugi korak je potem, da nanesem ravno zjutraj, kar so se pogovarjali, vitamin C. Ker ga dam skoraj vedno, včasih se tudi jaz prilagajam, zelo kolobarim izdelke, moja rutina ni vsak dan enaka, kot rečeno jo prilagajam, ampak večinoma zjutraj res dam pod zaščitno kremo vitamin C. Ravno zaradi tega, da kožo še dodatno zaščitim pred UV sevanjem. UV sevanje pač povzroča med 80 in 90% staranja kože. Če res želimo iti anti-aginga, je potem to, da zjutraj res poskrbimo za to, da je naša koža zaščitena. Kjer ga pa uporabljaš? Imamo klele kaj takega? Evelyn C je ful dober. Evelyn C je ugoden in presenetljivo. Ima recimo 12% vitamina C v tetra obliki, kar je meni zelo ljuba oblika, ker je bolj nedražeča. In tudi močna in prodre globlje v kožo, ker je to vitamin C zavit v eno tako oljno kapsulo oziroma tako oblekco ima, da lažje prodre skozi, ker naša koža ima tudi nek maščobni film. Tako da je sicer kar odišavljen, to je lahko za koga moteče, diši po CD-viti, ampak je glede na ceno zelo presenetljivo prijeten za uporabo in tudi učinkovit, kar so mi v bistvu bolj sledilke poročale, ker jaz nimam nekih hiperpigmentacij, flekov. No, jaz jih pa imam. In je Evelyn navdušene so. In potem to se da v bistvu pred kremo, s kremo? Jaz dam pred zaščitno kremo. Pred zaščitno kremo, okej. Polje moramo seveda prilagoditi koži, nekateri potrebujejo pod zaščitno kremo še recimo neko kremo navadno. Tale sicer Cicaplast je meni ljuba, ampak za zvečer, zato ker ta je kar težka. Mixa krema je ena taka, ki jo tudi dobimo v DM-u s hialuronom, ki je taka zelo lahka, ki bi jo lahko dali tudi pod zaščitno kremo. Če je potreba, ni nujno. Nič ni nujno. Nujno je samo čiščenje, vlaženje, zaščita. Vse ostalo prilagajamo. No in tukaj je, to sem ti hotela reči, ne? Veliko ženske ne vejo, kdaj se da zaščitno kremo in zaščitno kremo zamenjujejo za to nego. Mi moramo narediti nego in potem dati gor zaščitno kremo. Ne pa, da to spustimo in... ampak lahko, če je v bistvu zaščitna krema dovolj negovalna, lahko izpustimo kremo.
načeloma pa damo spodaj tonik, lahko tudi ali nek serum, fajn je, če vsebuje vitamin C, spet nič ni nujno, pa da v bistvu je neka kombinacija mogoče vitamina C in vlaženja. Se pravi nekaj takega, kot je Evelyn, ali pa tudi nek tonik. Zdaj, pri mastni koži je seveda teh plasti tako manj, in je dovolj že kakšen tonik, pa čez damo zaščitno kremo. Tle imamo zaščitno kremo, ta je za telo sicer, ampak je meni zelo ljuba za obraz, ker v bistvu njihova za telo je že malo celo bolj hranljiva. Ta je taka dosti lahka, ni ful lahka, ta je za normalno do zmerno suho kožo za obraz, lep tak nežno sijoč finiš pusti in je tudi precej vlažilna. Tako da jaz dejansko ne potrebujem še kreme spodaj. Okay. Nekdo z zelo suho kožo bo. Je pa res odvisno, kako zaščitno kremo izberemo. Ali je bolj hranljiva? Fajn je, da mogoče res, če imamo suho kožo, vzamemo bolj hranljivo kremo in lahko spustimo en korak. Manj je več. Res. Pač saj želimo v tem predstaviti kozmetiko. Ja, potrebujemo kozmetiko, ni pa treba zdaj imeti 10 korakov. Pač in poskušamo zmanjšati količino uporabljenih izdelkov, tudi zaradi tega, ker je vsak izdelek ima svoje sestavine, ki niso nujno kompatibilne z sestavinami nekega drugega izdelka. Lahko se kaj izniči, lahko si kaj ni všeč, pa čim manj. In zato na ta način optimiziramo, da če gre, nimamo v bistvu spodaj kreme. Damo pa zaščitno kremo vedno na koncu nege in pred make-upom. Pred make-upom, kaj pa, ko imaš ti enkrat make-up gor? Kaj pa pol? To je pa tisto zoprno. Kaj pravi, da moraš obnavljati? Zaščitno kremo moramo nanašati uradno na 2 do 4 ure. Neuradno, odvisno od situacije. To je pač uradna priporočila, ker gre konec koncev zaščitna krema nas ne ščiti samo pred staranjem, ampak tudi pred kožnim rakom. In zato so ta priporočila zelo konzervativna, dejstvo pa tudi, da je seveda dokazano, se delajo testi, filtri razpadejo, odbrišemo jih, odpotimo jih. Pač in koža, tle vse živo se nam dogaja na obrazu dejansko in seveda se je treba zaščito obnavljati. Koliko je pa treba tega gordati? Ker včasih vidim, dajo čisto na tanko. 2 debela prsta. 2 debela prsta. Ja, to je 1/4 čajne žličke. Lahko si tudi na kakšni merici pogledate. Jaz imam na svojem profilu ogromno teh prikazov, koliko je za nanest in vedno je toliko. Pa že to je manjša, kot je dejansko uradno priporočena, pa že tega je veliko. In zdaj seveda že to veliko moramo nanesti, pa reaplicirati. Zdaj, če smo v pisarni, jaz pravim, ne reapliciraš na 2 uri. Preden greš domov, si še namažeš eno plast. Čez make-up je seveda to problem. Takrat izbiramo lahke, fluidaste, mogoče celo spreje. Pri sprejih tudi stike imajo zdaj že, ampak je problem spet količina. Verjetno je ne bomo nanesli dovolj. Če se malo pošprejemo, ne bo dovolj. Ampak za priti do doma bo dovolj. Zdaj mi pa povej, večerna rutina. Kaj pomeni dvojno čiščenje? Vedno poslušam na Instagramu ali pa YouTuberke dvojno čiščenje. Kaj to pomeni? Zakaj je dvojno čiščenje? Dvojno čiščenje je čiščenje v 2 korakih. In logika za tem je, da v prvem koraku uporabimo oljni čistilec. To ni olje, to je emulzija. Da si ne bo kdo narobe predstavljal, da pa zdaj smo kot eni ocvirki, pa se mažemo z kakšnim oljem. Gre za emulzijo, ki v stiku z vodo emulzificira. Njena vloga je, da bolje ščisti mastne nečistoče. Zato, ker se voda, če zmešamo olje in vodo, vemo, da se to razplasti. In zato porabimo olje, ker je nekako fighting fire with fire. Pač z oljem, samo z oljem lahko dobro očistimo mastne nečistoče. In zato porabimo to emulzijo. In ta emulzija privzdigne umazanijo, make-up, ostanke kreme, vse mastne nečistoče. In v bistvu dvignemo te mastne nečistoče, potem v drugem koraku porabimo vodni čistilec, kar je recimo tole je oljni, emulzija in tole vodni. In v drugem koraku pa potem v bistvu speremo vse to, kar smo privzdignili. Se tudi že emulzija zelo dobro očisti, ampak ponavadi pustijo malo takega filma, ki ljudem niti ni prijeten. Zato se potem uporabi v drugem koraku še recimo en vodni čistilec. Super. In to je v bistvu dvojno čiščenje. Dobro je, po mojem, edina dobra stvar, ki je prišla iz azijskih rutin, ki so po mojem mnenju pretirane. Ampak
je fajn. Tudi nasprotniki dvojnega čiščenja nimajo dobrih argumentov, ker pravijo, da je pregrobo. Jaz pa pravim, da je ravno to tisto, ker lahko uporabimo nežne čistilce in gre vse lepo dol. Ja, hvala lepa, ker si bila z mano. Veliko sem se naučila o koži, tako da upam, da se še kdaj srečava in malo daljšo debato razvijamo okoli tega. Jaz lahko pa še govorim. Ja. Odlično, tudi jaz. Hvala. Ja.